Dragi gledalke, cenjeni gledalci, predvsem pa mladi košarkarji, ki se boste merili v tekmovanju Basket for Kids pod okriljem Sport Klub Slovenija, lepo pozdravljeni. Čaka nas nova, druga sezona regijskega košarkarskega tekmovanja, ki bo zmagovalca slovenskega dela popeljalo na zaključni turnir najboljših ekip iz vseh držav, kjer domuje Sport Klub. Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora in Makedonija imajo prav tako svoje turnirje in najboljši se bodo prihodnjo pomlad pomerili na zaključnem turnirju. Česa se mogoče zdaj, ko je pravzaprav kariera za tabo, najbolj spominjaš? Kaj so tiste stvari, tisti uspehi, na katere večkrat pomisliš? Ja, vse od otroških let pa do zadnjih let kariere. Vsi uspehi so pomembni po svoje. Seveda, začetki so verjetno najbolj pomembni. Kako pa se spominjaš ti teh začetnih let, prvih let? Pravzaprav, kaj je bilo tisto najpomembnejše mogoče pri enem košarkarju, ki odrašča? Seveda v prvi vrsti druženje z sovrstniki, tekmovanja proti vrstnikom, seveda tudi potem odraščanje z enim z drugimi in seveda zmage in porazi. Kot vzornik boš seveda ambasador letošnjega projekta. Se mogoče sam spominjaš kakšnega vzornika, koga, ki je v tistih tvojih mladih letih pristopil do tebe in dal kakšno spodbudno besedo, ki ti je ostala v spominu? Ja, recimo eden izmed takih je Ranko Žeravica, ko smo igrali Evropsko prvenstvo do 20 let, ko smo osvojili zlato medaljo, je pristopil in mi dal dobro lekcijo. Rekel je, Erazem, samo igraj se, medtem ko igraš tekmo in prav je imel. Mislim, da je zelo pomembno za mlajše vrstnike, da se čim več igrajo med tekmami in tako se bo največ naučili. Dejansko ta sproščeni odnos ti da tudi ljubezen do košarke. Razporedi so znani, kako bodo klubi tekmovali, bomo izvedeli kasneje. Znani so seveda tudi ambasadori. Ja, prav gotovo. Tukaj gre velika zahvala Erazmu. Mi smo se takoj spomnili na njega, kjer je pač v zaključku kariere, tekmovalne kariere. Erazem je eden izmed tistih naših košarkarjev, ki so ne samo videli, ampak tudi občutili in evropsko in pa svetovno košarko kot tako, pa tudi ne nazadnje košarkarsko slavo in vse, kar prinesejo uspehi, poleg vsega, kar je Erazem doživel v svoji karieri. Mislim, da bo svojimi izkušnjami lahko veliko doprinesel našemu projektu, nam kot organizaciji malce svetoval, hkrati pa seveda predvsem računamo na kakšno njegovo besedo dobro in košarkarjem na igrišču, pa tudi trenerjem, kako usmerjati te mlade fante. Vsem košarkarjem želimo veliko uspehov, pozorno vas bomo spremljali v mesecu decembru, do takrat pa pridno in zavzeto trenirajte. Adijo.